Hvala za vaš odziv, za vašo udeležbo na naši tiskovni konferenci. Novo mesto že dolga leta nas spremljate, poznate, veste, da smo aktivni, da delamo, živimo z mestom. Mestom, ki je pred 3 leti praznovalo 650 let Novega mesta. Lani smo imeli jantrno leto, letos imamo Štukljevo leto, se pravi mesto, ki na izredno dolgi, bogati in aktivni tradiciji gradi svojo prihodnost. Kakšna je pot turizma v Novem mestu? Kakšna je naša prihodnost? Kakšna je naša vizija? Z velikim veseljem prepustim besedo direktorju Zavoda Novo mesto, gospodu Marjanu Hribarju. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav sem skupaj. Meni je veliko veselje, da lahko tokrat enkrat za spremembo spregovorim samo o svojem rojstnem mestu. V preteklosti v bistvu so bile te zgodbe mogoče širše, bodo pa tokrat bolj poglobljene pa bolj zanimive. Vizija razvoja turizma v Novem mestu in na Dolenjskem je zelo ambiciozna, boste videli tudi v nadaljevanju, ko jo bomo vsi trije tudi predstavili s konkretnimi načrti. Naj uvodoma povem, da seveda Novo mesto in Dolenjska, ko pogledamo v bistvu že samo statistiko, na Dolenjskem se ustvari blizu 800.000 nočitev, kar pomeni, da Dolenjska predstavlja en zelo lep del slovenskega turističnega kolača. Pa vendarle prav je, da mogoče naredimo en korak hkrati nazaj in naprej in predstavimo v bistvu vse tisto, na čemer bomo slovenski oziroma dolenjski turizem s poudarkom na Novem mestom gradili. Novo mesto ima, tako kot je bilo že rečeno, izjemno bogato zgodovino. Ta trenutek je Novo mesto v bistvu kot dolenjska prestolnica, poslovno središče mnogih dogajanj v slovenskem poslovnem prostoru. Vsi vemo, da je Dolenjska v bistvu predstavlja najbolj propulzivni del slovenskega gospodarstva. Dolenjska prispeva daleč največji del izvoza slovenske industrije in na to smo še kako ponosni. Zakaj to omenjam? Zaradi tega, ker v bistvu Dolenjci smo izredno povezani s svetom, poslovno in miselno, in v bistvu naša čvrsta vizija je, da bomo Dolenjsko še toliko bolj umestili na sam svetovni turistični zemljevid. Kako bomo naredili? Meni je veliko veselje, da lahko povem, da se na Dolenjsko v zadnjem času se je zgodilo kar nekaj premikov na področju turizma. Svoje poslovne priložnosti je zaznalo kar nekaj zelo znanih turističnih delavcev, tako na področju same turistične ponudbe. Prihaja v bistvu do revitalizacije enega pomembnega objekta na Dolenjskem, to je Vila Otočec. Boste verjetno v nadaljevanju izvedeli tudi kaj več o tem. Pred časom je bila okrepljena tudi ekipa v našem najbolj znanem organizatorju potovanj, to je Kompas Novo mesto. Zakaj sem se to povedal? Zaradi tega, ker je sama distribucija zelo pomemben del trženja v turizmu in gradi se močna platforma, ki temelji na domačem znanju, na mnogih kontaktih, ki so bili vzpostavljeni v preteklosti in z veliko gotovostjo lahko govorimo o tem, da bo razvoj turizma na Dolenjskem šel še
v nadaljevanju svojo pot. Same številke v samem Novem mestu že kažejo strmo pot navzgor. V drugi polovici lanskega leta je ta trend bil prvič zelo zaznan. Lahko rečemo, da je leto 2017 bilo daleč najbolj uspešno za novomeški turizem, če lahko tako rečem. Blizu 100.000 nočitev, kar je praktično 40-50% rast na leto poprej. Rastejo novi hoteli, rastejo novi ponudniki. Naš rojak Damjan Fink, ki je zaznamoval svoje dogajanje na področju kulinarike na Ljubljanskem gradu, se širi poslovno, prihaja v Novo mesto za svojo restauracijo, ki jo bo odprl meseca aprila. Se pravi, en kup enih novih atributov, ki temeljijo na odličnosti, na povezovanju, na odprtosti v svet in pa, bom rekel, če to vse zaokrožimo v poslovni turizem, lahko dodamo k temu še to, da ima Novo mesto veliko ambicijo postati nacionalni olimpijski center, se pravi olimpijsko središče Slovenije. Zaenkrat se to kaže v olimpijskem centru, ki je na Otočcu, za določene športne panoge. Najavljam pa že sedaj našo čvrsto namero, da bomo že v letošnjem letu se vsi skupaj zbrali na odprtju velodroma, ki bo v Novem mestu, kjer bo svoje mesto našlo tudi svoj olimpijski center, bodo našli kolesarji, atleti, triatlon, v bistvu 3 bazični športi in to bo en velik temelj za razvoj športnega turizma, na katerega vsi skupaj zelo dobro stavimo. Ta olimpijski center bo seveda odprt ne samo za slovenske olimpijce, temveč tudi močno mednarodno središče in prepričani smo v bistvu, da se bo ta olimpijski duh, ki ga bo kasneje predstavila tudi direktorica muzeja Novo mesto, gospa Jasna Dokl, skozi projekt Štukljevo leto 2018 še kako uresničil tudi na investicijskem področju. Novosti Zavoda za Novo mesto, ena od novosti je tudi ta, da prevzemamo ponovno pozicijo regionalne destinacijske organizacije z močno vključenostjo in sopartnerskim odnosom razvojnega centra, ki je v bistvu v najtežjih časih prevzel to vlogo, za kar se jim tudi najlepše zahvaljujem in tukaj pozdravljam tudi oba predstavnika razvojnega centra in že zdaj lahko najavljam, da seveda postajajo naši čvrsti in tesni sodelavci tudi v prihodnje in tega si seveda tudi vsi skupaj želimo. Torej, če strnem v enem stavku, Novo mesto slovenskega turizma postaja oziroma ostaja in bo vse bolj prisotno tudi mesto, Novo mesto. Tako da se veselim vseh novih dni, ki bomo pa skupaj peljali. Hvala. Hvala lepa tudi vam, gospod Hribar. Verjamemo, da s takšno ekipo bomo v Novem mestu ponovno naslednje leto govorili o presežkih, verjamemo v to, kajti, tako kot ste rekel, turizem so ljudje, tega se zavedamo, gradimo na kvaliteti, gradimo na sodelovanju in povezovanju in res smo veseli, da nam to uspeva. Z nami je danes tudi direktorica Dolenjskega muzeja, gospa Jasna Dokl Osolnik, sama znana športnica in kdo bolje kot ona lahko predstavi Štukljevo leto. Leon Štukl, naš rojak, na katerega smo ponosni, s
katerim živimo in tudi on je dolga leta živel z Novim mestom in zato ni slučajno, da smo letošnjo leto posvetili prav njemu. Gospod Jasna, izvolite. Najprej en lep dober dan vsem skupaj v imenu Dolenjskega muzeja. Verjetno je velika večina vas seznanjena z našim lanskoletnim projektom imenovanim Jantarno leto, ki je pokazal na neke pozitivne premike v osmišljanju dogajanja. Zato smo se skupaj z mestno občino Novo mesto odločili, da bi tudi v letošnjem letu pravzaprav poiskali nek projekt, ki bi nas v Novem mestu lahko povezal na vseh področjih, torej govorimo, kar se tiče kulture. Ne smemo pozabiti, da je pač tudi letos Evropsko leto kulturne dediščine, kamor seveda v nekem smislu spada tudi zgodovina športa. No in torej, zakaj Štukljevo leto? V letošnjem letu praznujemo 120-letnico njegovega rojstva. Seveda to ni zdaj stvar, ki smo si jo izmislili na novo, kajti tradicija dogodkov posvečena našemu rojaku je zelo, zelo dolga. Če povem malo o zgodovini, leta 1924 je prišel v svoj rojstni kraj kot olimpijski zmagovalec, pa so mu naredili res veličasten sprejem na glavnem trgu. Leta 1968 je bil razglašen za častnega meščana Novega mesta. Konec 70-ih let je bil na 90-letnici novomeškega Sokola, katerega član je bil kot mladenič. Potem je bil na 250-letnici novomeške gimnazije leta 1996 kot najstarejši živeči gimnazijski dijak, pa potem seveda na njegovi 95-letnici in kot glavni dogodek je bila državna slovesnost ob njegovi 100-letnici. No, mi smo nekako čutili dolžnost, da tudi generacije zdaj po 20 letih zopet spomnimo na njegovo pomembno vlogo, ne samo v športu. Morda bi bilo potrebno poudariti, da ravno s sloganom Zdrav duh v Novem mestu poudarjamo to, da so bili njegovi pogledi na življenje drugačni, v bistvu zelo asketski, da je imel jasno vizijo, da ni bil naklonjen tudi v poznejših letih zelo profesionalizaciji športa v smislu takega, kot je danes, ampak je res gledal pač na telesno kulturo. On je pač govoril, da je telovadec, ne da je športnik, torej Sokol in pozneje telovadec. Zelo pomemben je bil njegov, torej razvoj njegovega duha in pa te asketske skrbi za njegovo telo. Torej, Štukljevo leto je zastavljeno tako, da se bo skozi celo leto v Novem mestu nizalo en kup dogodkov, ki se bodo prepletali torej z športnimi vsebinami, pa ne samo športnimi, tukaj gre tudi za razne rekreativno dogajanje, za kulturno v bistvu dogajanja, potem za načini, kako skrbeti za svoje telo oziroma posvetiti malo več gibanja v našem napornem življenjskem ritmu. In seveda dva ključna dogodka, ki se bosta zgodila prav na rojstni dan Leona Štukla, 12. novembra 2018, bo najprej otvoritev velike razstave o Leonu Štuklu v Dolenjskem muzeju. Zdaj lahko povem to, da smo imeli razstavo tudi ob njegovi 100-letnici. Takrat je bila zasnovana bolj s poudarki na njegovi športni poti. Tokrat jo bomo nadgradili in sicer v tem smislu, da bomo govorili o Leonu Štuklu tudi o človeku oziroma v obdobju, kaj se mu je dogajalo v tistih njegovih najpoznejših, pa spet tako zelo odmevnih letih, ko je pravzaprav hodil po vsem svetu, ko se srečeval z zanimivimi
svetovno znanimi osebnostmi, to tako govorim z področja športa, z področja umetnosti, kulture, s politiki in tako naprej. Skratka, materijala je zelo veliko. Moram poudariti, da se moramo toplo zahvaliti potomcem, družini Leona Štuhla, predvsem gospe Lidiji Pavko, njegovi hčeri, ki nam je velikodušno predala te materijale, zdaj jih na veliko obdelujemo in prepričana sem, da bomo naredili res pomemben izbor, ki bo lahko na razstavi na ogled širšim množicam. Mogoče bi poudarila še to, da bomo po enem letu naredili iz vsega materijala izbor in bomo potem postavili malo manj obsežno razstavo, stalno razstavo, ki bo na voljo na ogled v našem muzeju vsaj nadaljnjih 5 let. Torej, to je, kar se tiče dela v Dolenjskem muzeju, nadaljujemo pa potem še isti dan z osrednjo slovesnostjo, to, kar je govoril gospod direktor, namreč naša želja je, da bi tako, kot smo ob 100-letnici v Novem mestu dobili športno dvorano Leona Štuhla, ob 120-letnici dobimo prenovljen velodrom, torej da nekaj ostane v našo trajno uporabo in predpostavljamo, da bo ta osrednji dogodek ena zelo zanimiva in odmevna prireditev, ki bo kombinacija športa, kulture in pač vsega, kar se v Novem mestu dogaja. Zato za enkrat z moje strani najlepša hvala. Hvala lepa. Ja, dogodke vpletamo v našo turistično ponudbo, ki jo gradimo na res bogati kulturni in naravni dediščini, Zelena reka Krka, Temeljnica, Gorjanci, Vinorodna, Trška gora in še marsikaj. Kakšne programe, kakšna doživetja, katere zgodbe vam nudimo, pa nam bo predstavil gospod Matjaž Pavlin, predstavnik Špica Novo mesto, dolgoletni turistični delavec, ki je razvijal številne novomeške zgodbe. Matjaž, pa izvolite. Hvala lepa. Najprej en lep prisrčen pozdrav vsem, ki ste se udeležili tega novinarske konference. Nekako gradimo vsako leto eno zgodbo, kot je bilo že rečeno. Lani smo imeli poleg Jantarja tudi poudarek na novomeških razglednicah. Danes oziroma letos smo to nadgradili nekako še z novomeškimi doživetji. Pripravili smo eno tako posebno priročno zloženko, ki ste jo dobili tudi na sedežih. V tej zloženki smo poskušali nekako zaokrožiti vse te naše glavne atrakcije, ki jih imamo v naši občini in seveda vsaka od teh atrakcij predstavlja svoje doživetje, ima svojo zgodbo in bi se zdaj na koncu čisto kratko čez njih tudi sprehodili. Najprej, jasno je že kar predstavila Dolenjski muzej, se pravi, zagotovo je to ena največjih vsebin, ki jih lahko Dolenjska ponudi z izjemno arheološko zgodbo, ki pa jo vedno, se pravi, nadgrajujejo. Tako smo imeli in leto in obdobje Situl in steklenih jabolk, pa Jantarja, leto Štuhlovo leto. Skratka, vedno poskušamo dati nekaj novega, da je zadeva še bolj zanimiva. Potem tale veduta Novega mesta, ki jo vidite, mislim, da je to zagotovo, oziroma sem prepričan, ena najlepših vedut v Sloveniji, kako naša dolenjska lepotica obkroža naše staro mestno jedro. Veliko je lokacij, ki se jih splača obiskati v tem starem mestnem jedru, poleg muzeja še seveda stolnica Svetega Nikolaja s Tintoretjevo sliko in 100-letnimi vrati, pa seveda zgodba Jurija Sladkonje, ki je bil prvi dunajski škof in ustanovitelj dunajskih dečkov, na kar smo lahko tudi izjemno ponosni, frančiškansko cerkev s svojo knjižnico in izjemnimi inkunabulami, pa tudi v končni fazi knjižnica, študijska knjižnica Mirjana Jarca, ki je najlepših v Evropi, in seveda sam glavni trg z vsemi znamenitostmi so dovolj velik razlog. Res pa je, da trenutno za obisk, res pa je, da trenutno pač potekajo obnovitvena dela, da smo precej zabarikadirani, ampak verjamem, da že v drugi polovici, sploh po konec leta, bo Novo mesto dobilo en res tisti sijaj nazaj, ki si ga zasluži.
Rudolfov splav je tudi že kar ena taka prepoznavna ikona Novega mesta. Z reke Krke je Novo mesto seveda tudi izjemno lepo, posebno Breg. In na njem izvajamo različne programe, poleg klasičnega tudi zgodbo Lojzeta Slaka in pa zgodbo Dobrot dolenjskega podeželja, kjer se predstavljajo različni pridelovalci vin, čebelari, suhomesnatih proizvodov in pa sirari. Gorjanci, naš dolenjski Triglav, z dvema kočama, Miklavžem in pa Gospodično, kjer poskrbijo tudi za gostinsko ponudbo in seveda različne možnosti, ne samo pohodov, tudi kakšnih team building programov, posebej primerno tudi v poletnih časih. Nadalje grad Otočec, ki je že od nekdaj dolenjska, da ne rečem slovenska ikona, predvsem zelo popularna tudi po organizaciji porok in pa kakšnih takih prestižnih dogodkov. Nadalje golf igrišče Otočec, že parkrat dobilo nagrado za najlepše igrišče v Sloveniji in pa seveda v neposredni bližini tudi grad Struga. Tu vam pričaramo res tako enkratno originalno srednjeveško doživetje, ki ga predvsem seveda ustvarjajo ljudje, izjemna ekipa, možnost tudi raznih team building programov in pa srednjeveških iger. Nadalje seveda Cviček, zgodbo o Cvičku na Matjaževi domačiji, kjer vas sprejmemo v Dolenjski narodni noši. Spoznate življenje na dolenjskem podeželju nekoč in danes, pa seveda vse o našem evropskem posebnežu Cvičku, ki ga seveda tudi degustirate oziroma njega in njegove sestavine. Nadalje turizem v Zidanicah, 7 leto smo lani zaključili, rezultati lepo rastejo. No, letos bomo oktobra zaključili ta projekt v sodelovanju z Turasom, z Turizmom Ljubljana, Gostoljubnostjo slovenskih domov, Hiše s tradicijo, kjer bomo zaključili oziroma postavili na spletne strani poleg nastavitve tudi doživetja, se pravi, da bodo lahko naši gostje, turisti že vnaprej bukirali tudi doživetja. Poleg tega bomo imeli tudi poseben sistem, ki bo omogočil, da bodo tuji operatorji te naše zidanice lahko vsrkali na svojo spletno stran pod njihovo celostno podobo in praktično bo to zelo enostavno narediti, ne bodo imeli nekakšnega posebnega dela s tem, dobili bodo provizijo za to in pričakujemo, da bo to spet nov zagon dalo trženju naših zidanic. Veliko se obetamo tudi od tele zakonodaje, ki je zdaj dost poenostavljena, kar se tiče legalizacije gradbenih objektov in verjamemo, da bomo v parih letih prišli do bistveno večje količine zidanic na Dolenjskem. Doživetje na reki Krki, reka Krko zadnja leta zelo lepo oživljamo. Gostinska ponudba je zanimiva ob njej, veliko, ni tukaj seveda samo splav, ampak tudi razna druga plovila, s katerimi lahko raziskujete in občudujete naše lepo mesto, predvsem pa tudi prireditve, kakršno so tudi recimo skoki v Krko in podobno, pa noč na Krki. Panoramski poleti iz Prečne, naše mesto iz zraka je res lepo, pa ne samo mesto, tudi cela dolina reke Krke, Gorjanci, vinorodna območja, grad Otočec in ostalo. In pa proti koncu tudi lončarstvo Čebelarska Stanković. Čebelarka Stanković je največkrat nagrajena čebelarka v Sloveniji, ima izjemne produkte, zdaj pripravljajo oziroma že imajo na voljo tudi apiterapijo in čudovito povezuje te dve dejavnosti, lončarstvo in čebelarstvo. Pustolovski park Otočec, za tisti, ki si želite malo rekreacije, tu je že spet zdrav duh v Novem mestu oziroma na Otočcu. Tudi lepo, bi rekel, postavljena zgodba, pa muzej IMV Novo mesto, torej, kot je že gospod Hribar omenil, Novo mesto kot industrijsko središče. Tukaj lahko v bistvu spoznate razvoj tega našega velikana, iz katerega so nastale 3 izjemna podjetja, kot so Revoz, TPV in pa Adria Mobil. Na koncu še povabilo v naš Štic, kjer imate krasne izdelke, krasne spominke in pa lokalne produkte. Vse temeljijo na nekih lokalnih zgodbah oziroma morajo imeti neko vsebino, poslanstvo in
Tukaj lahko najdete krasna protokolarna darila ali pa čisto navadno darilo, ko nekomu želite nekaj lepega pokloniti za rojstni dan. Seveda pa smo Dolenjci poznani tudi po številnih prireditvah, tukaj smo navedli samo nekaj. Na koncu bi rad poudaril tudi en poseben uspešen projekt, ki poteka v Novem mestu, to pa je Noč nakupov, s katerim želimo oživiti staro mestno jedro. 4-krat letno organiziramo, zapremo mesto in se trgovci postavijo seveda s svojimi izdelki, popusti, imamo tudi zelo bogat spremljajoč program in zadeva se je sicer ravno dobro prijela, zdaj pa smo seveda malo omejeni za tole obnovo, ampak v jeseni zagotovo spet se vrnemo nazaj v vsem sijaju. To bi bilo to za enkrat. Mimogrede še skoristim privozno, da vas povabim tudi dol, kjer imamo stojnico in predstavljamo Novo mesto in Dolenjsko. Tako je. Hvala lepa. Več o tej ponudbi vsekakor na naši stojnici, tudi več materijala. Sedaj pa smo vam na voljo za vprašanja, oziroma mogoče vsa ta vprašanja rešimo ob kozarčku vina in odličnem, ne boste verjeli, golažu, ki so ga skuhali. A kar povem, kaj je v golažu, ali boste sami odkrivali. Moram povedati, da sta se Tanja in Damjan Fink, res znana turistična delavca, odločila, da se vrneta v Novo mesto, da svojo bogato izkušnjo preneseta in ponovno delita z nami. Seveda se pri nas nič ne dogaja brez dobrega vina, številne prireditve tudi ob tem. In ker imamo tukaj gospoda Selaka, mogoče, kaj se dogaja, kaj se bo dogajalo letos na tem področju, čisto na kratko. Kar izvolite. Spoštovane dame in gospodje, prihajam iz Šentjerneja. To je tudi del Novega mesta, kako se rečemo po turistični plati. Šentjernej, veste, je znan po petelinu, po konjih, pa po cvičku. Upozoril bi vas rad, da bomo letos v Šentjerneju organizirali 46. teden cvička. Tako da pričakujem, ali pa želimo, da bi Šentjernej postal zadnji vikend v maju prestolnica Dolenjske. Namreč cviček nas združuje vse Dolence in ne pozabimo, da je cviček biser slovenski. Takole, spoštovana družba, potem, ko bomo tukaj končali, ko vas povabim tudi na našo stojnico, kjer delamo promocijo za teden 46. teden cvička in vam bom dal tudi kralja cvička, ki izhaja tudi iz Šentjerneja. Hvala lepa. Hvala lepa za to lepo povabilo. No, še enkrat hvala lepa za vašo udeležbo. Povabilo Medvedji gola smo vam pripravili. Medvedji živijo v naših gozdovih. Tudi to je del turistične ponudbe, ogled medveda. Zadnjič, ko so temi gostje iz Nemčije, so jih videli 12.